Danes je z nami mladenič, rojen 79. leta, Dolenjec po koreninah, mojster preživetja v šoli v naravi, pa ne, preživetja v naravi, raziskovalec, odličen strelec in človek, ki igra kitaro, didžeridu in obvlada nekatere borilne veščine. Lari Žurga. Dober dan želim vse skupaj, lepo pozdravljeni. Dober dan. Dober dan. Kako ste vsi skupaj danes na tak smešen dan? A je smešen v Ljubljani, ne? Dež je, ja. Na Dolenjskem je bil sneg. Sneg mora biti, ne. Pri nas je sneg. Ja, na Dolenjskem je že zjutraj, Ne vem, če sploh kaj pada. pri nas je padalo ob 6 že kar velike snežinke so bile, no? A ja? Ja, in že včeraj smo imeli vse pobelen, ampak pol ob 2 je ratal pršič dežni, je malo šlo, sneg stran, ampak zdaj pa spet naletava, velik. Tako da zdajle bom nadaljevala o tvoji izobrazbi, ampak bom kratka. Gostinec po izobrazbi, končal višjo gostinsko na Bledu. Vse življenje pa je bil vključen v vse, kar je povezano z naravo. Drži? Je tako. Točno tako, kar si rekla, v bistvu že od malih nog sem odraščal gor, torej na Dolenjskem, ne gor, v bistvu, na Dolenjskem. Doma smo imeli manjšo kmetijo, pri stari mami malo večjo, tako da sem se tam ogromno stvari naučil, kar se tiče teh, če hočete, kmečkih opravil in tako naprej. Seveda je bilo treba tudi v gozdu dosti delati in tako naprej, po ogenj treba je bilo znati zakuriti. Mislim, to nam je bilo, meni kot otroku, 5, 6, 7, 8 let starmo ogenj zakuriti je bila mala šala. Mislim, to je danes, če pomislim, kar danes vidimo, oziroma kar jaz opažam, bom rekel, je pa res... Za zamisliti se. Malo za zamisliti, no, tako bom rekel. Starši sploh ne dovolijo, po moje, da ima možnost otrok se približati ognju ali pa da ima sploh kakšno reč, ki bi z njo lahko zanetil, a ne? Ker vidim, ne verjamejo, da naš Adam je star 9, da zakuri kamin sam zjutraj, v 5:30. Jaz ga ne zakurim kamina nikdar. Moj sin ga pa. Bil je star pa 5 let, ki ga je oče naučil, ne? No, vidiš, to je zelo pomembno, ne, kako že mladim, bom rekel, dajemo v zibko te stvari, ki grejo v pozabo, rečem jaz, ne, malo za šalo, malo pa za res, ne. Tako da, hotel sem reči, no, da sem privilegiran z tega vidika, ne, torej, da nisem bil nek meščanski otrok, da sem z tega področja dobil res ogromno kilometrine, ki je lahko danes pridem uporaben v raznih situacijah, se pravi tudi v urbanem okolju, a ne, te veščine, se pravi prižig ognja ali pa karkoli drugega, lahko prav pridejo, ne. Tako da absolutno to si štejem kot prednost. Seveda pa tudi, kot sem rekel, ali pa kot si že ti omenila, ne, smo že praktično v srednji šoli, smo sošolci šli večkrat kar za 3 tedne brez hrane gor na Koroško. In so bili to res pravi izzivi, ne. Za prvi dan sem imel tisto štruco kruha za vse 4 fante mlade, 15 let stare, recimo, ne, prvem letniku, ko smo šli poleti med počitnicami, a ne, gor na Koroško, itak peš, itak preveč opreme, ki misliš, da boš rabil, ne vem, boga dva, a ne, pa se pol izkaže, da si čisto vse brez veze nosil ali pa, ne. Skratka, in kup enih izkušenj dobiš tako, ne, seveda tudi te, kako je, če si lačen, ne, kako si ful drugačen, so tudi sošolcem si stale z noži nasproti drugega, ne. Je bilo že malo napeto, pa ne zdaj, da dramatiziram, ampak lačen si res ful drugačen. In kaj, to se je zgodilo po 2 dnevih, ko smo bili gor, in hvala Bogu, sta bila tudi ona 2 toliko prisebna, ostala 2, ne, ko smo bili 4, da sta vsak svojega popokala v stran in smo se pogovorili, ne, da smo lačni, da je treba več hrane iskati, ne, ker mi smo, ne vem, pojedli čist premalo, ne, ker v bistvu če cel dan hodiš, pa če si božji, ne, se reče,
se mora to nekje poznati, ne. Mislim, nisi vreča brez dna, ne. Se zmeraj nekje konča, ne, in te potlej ali živci ali možgani malo odpovejo že počasi, ne, ko ni hrane in tako naprej. Čeprav vemo, da brez hrane, ne, če smo že v preživetju, zdržimo 3 tedne, ne, preden umremo pravzaprav, ne. Voda je bolj pomembna, ne? To je pravilo 3, si me že poučil, ne? Pa malo več povej ti o tem pravilu 3. Torej, pravilo števila 3 govori o tem, kot sem rekel, da brez hrane zdržimo 3 tedne, brez vode 3 dni, brez bivaka 3 ure in brez zraka 3 minute, tako. Jaz še otrokom rečem brez ljubezni pa 3 sekunde, no, tako da se še pohecam. Ja. Torej, kot smo rekli, 3 dni brez vode, vemo, da je realno, lahko že po parih urah sredi puščave dehidrirate, pa pač nastopi smrt, a ne. Ampak generalno pa tako nekako veljajo ta pravila. Zdaj, slišali smo tudi 3 ure brez bivaka, tukaj je dostikrat pod vprašanje, zakaj pa brez bivaka, a ne, kaj to pomeni sploh bivak. Bivak je pač neko zatočišče, ali naravno, ali umetno, ali kakorkoli, neka punjava, če hočete, ki si jo napnete pač, ali pa poveznete čez glavo, da se prekrijete kot nek pončo, če hočete, če nimate tega, lahko tudi vrečka za smeti, neka 150 litrska plastična, se jo da lepo namestiti gor, si jo date, seveda morate tudi odprtino za glavo narediti, da seveda se ne zdušite noter in tako naprej. Skratka, 3 ure brez bivaka. To pomeni, predstavljate si, da ste nekje na prostem in da vas 3 ure naliva dež, ne. Se pravi, tukaj pride lahko potem do podhladitev, tudi sredi poletja, se moramo torej posebej poudariti, a ne. Zakaj sredi poletja? Se pravi, če je 20 stopinj, močno piha in dežuje in smo mi temu izpostavljeni, se bo naše telo začelo torej bo prišlo do podhladitve, če želimo tako reči, a ne. Se pravi, podhladitev pa nekaj, kadar telo izgublja telesno temperaturo hitreje, kakor je lahko samo proizvede. In je to zelo dobro vedeti, ker so to, bom rekel, to je ključ preživetja, se pravi, ohraniti telesno temperaturo in o tem bomo danes kar precej govorili. Vsaj tako mislim, da bo, no, a ne? Ja. Tako. Skratka, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, vprašajte, lahko že sproti ali pa potem, ne vem, kako imate to urejeno, sem odprt, lahko je tudi čist izvenserijsko vprašanje, ni pomembno. Karkoli vas zanima, zdaj me imate tukaj, izkoristite me, prosim, za informacijo, seveda. Jaz sem pripravljen tudi z vami narediti delavnico, če boste želeli, pa se srečamo, pa probamo še dodatno kakšne stvari utrditi, pa mogoče tudi kakšne stvari poskusiti, da vi to z rokami sami naredite, ne da jaz nekaj v trikrasne razlagam, a ne. Tako da je bolj interaktivno, bom rekel. Super, ja. Laris, zdaj takole, zate vem, da imaš različne licence, pa me zanima, če med temi ljudmi, ki jih tudi imajo podobne kot ti, obstaja kakšen človek, ki je v teh rizičnih skupinah, ne vem, da je invalid, ki je slaboviden, ali pa da je nekdo, ki je gibalno oviran, ali njim se tudi podeljuje lahko licenco, ali tak človek sploh ne more postati nikoli inštruktor. Kako je s tem? Je mišljeno? Kar se tiče mene, jaz nobene posebne licence nimam, zato ne obstaja neke licence, lahko bi, če bi šel na neko izobraževanje k nekemu drugemu, bom rekel, konkurentu, ali kakorkoli, lahko tam pridobiš neko pač priznanje, da si to opravil. Enako je pač pri nas, zato ne obstaja zaenkrat še, no, nobena licenca. Tako da je praktično, kdor se želi s tem ukvarjati, pa da ima znanje, hvala Bogu, več nas je, boljš nas je, malo v hecu rečem, ne. Seveda več nas je, ker to širimo, te informacije, boljše za celo skupnost ljudi, bom rekel.
To je moje osebno mnenje, no? Upam, da se strinjate tudi vi s tem. Ker tole na mojem vzevniku ni zraslo, samo da povem tole, jaz sem si brala stvari o tebi, raziskovala in jaz sem to najdla en članek, da imaš ti, se pravi, že kot otrok, da si raziskoval gozdove in kasneje, da si zadeve nadgradil z različnimi licencami. Zato sem tole zdaj uporabila, ker sem mislila, da to dejansko tako je, da obstaja neka licenca, birokratska zadeva pač, da lahko ti potem se imenuješ inštruktor, ne? Ja, glej, to je s tem je pa tako, ne, se pravi, če bi šel tako gledati, ena licenca, če bi hotel, ne, se pravi, je prva, da sem lovec, ne, se pravi, kot lovec moraš opraviti lovski izpit in je to recimo ena izmed teh licenca, ne. Potem, če bi hotel pa konkretno, recimo, če bi omenil vojsko, ne, v vojski ti praktično, če res nisi v nekem posebnem oddelku, specialnem oddelku, te tega ne učijo, oziroma meni osebno niso učili v vojski prav nič, ne, sem jih pričem jaz ki naučil in poveljnike, če želite, ne. Pa ne, da so zdaj najpametnejši, ker ne vem vsega in to tudi zdaj vam vsem povem, ne vem popolnoma vsega, imam pa dosti kilometrine in izkušenj in lahko iz tega področja, torej iz tistih izkušenj, ki sem jih jaz doživel, lahko naprej predam stvari. In tako moramo gledati, pustimo licence in ne vem kaj, ne, se pravi, gre se za to, da ljudje dobijo pravo informacijo, se pravi, ne nekaj za lase privlečenega in take stvari, ki delujejo, se pravi, kot sem rekel, da na našem področju, torej najprej v Sloveniji obvladamo stvari, ki bomo pri nas jih obvladali, bomo še marsikje drugje, so pa seveda tudi področja po svetu, kot so puščave, džungle in tako naprej, ti so pa spet posebne poglavja in jaz sem lahko rečem specializiran za Slovenijo, torej ali pa recimo za Evropo, ali pa za ta, bom rekel, naš del, no, predvsem, kot sem rekel, za Slovenijo in tukaj največ delam tudi, a ne, že vrsto let, torej že mnoga leta na tem področju, tako da, ja, okrog teh licenc, no, zdaj sem glih včeraj sem opravil recimo torej lovsko-čuvajski izpit, a ne. Jaz sem malo čuden lovec, ne streljam toliko, bom rekel, oziroma sploh ne zadnjih 10 let ne lovim, nisem vplenil nič, a ne, posebnega, tako da sem pa, bom rekel, po drugi strani imam spet licenco za vodnika za opazovanje medvedov v naravnem okolju, to je pa spet licenco, če hočeš. In to se vse, bom rekel, prepleta med sabo, a ne, ker je narava je, dajmo reči, živimo v njej, ne, nam nudi razne darove in, bom rekel, tudi presenečenja, če želite, a ne. In zdaj, če znaš to brati, pa če znaš to nekako ne zlorabiti, ampak uporabiti za svoje preživetje ali pa za dobro počutje, če želite, je pa pač to spet ena prednost, a ne. In vse znanje, ki jih zbiramo, jaz sem res požrešen za to, a ne, torej srkam, sem kaj ena spužva, ta znanja in dokler se učimo, dokler to probamo potem tudi nekaj v prakso prenesti, ne, da samo zbiramo neko znanje, pa smo samo pametni, a ne, kaj pa treba, pa ne znamo narediti, ne, oziroma je malo drugače. Namreč, kaj govorim, a ne, se pravi, če jaz gledam, torej, ali pa da mi nekdo pokaže, kako se plete, a ne, pa jaz to opazujem, čisto enostavno, a ne, in ko mi da pletilke v roke, je pa pač zadeva, bom rekel, z moje strani, zmrznem, a ne, torej, roke ne znajo delati, a ne. Skratka, to je pomembno, da stvari probamo tudi v praksi preizkusiti, takrat, ko je miren čas, se pravi, takrat, ko ni kriza, da smo potem bolj suvereni, ko pride pa neka, recimo, nek mrk električen 3-dnevni, recimo, ne. Naj povem, da to ni nič kaj posebenega, za mene osebno, jaz sem bil na Blokah, takrat, ko je bil žledolom, če se spomnite, mislim, da 2011, ali kako je bilo, popravite me, če se motim, 2014, no, zdaj sem že malo, ti datumi so že malo daleč nazaj. 2014, hvala. No, takrat, vem, da je bilo, smo bili 3 tedne brez elektrike v hiši, stare kmečki hiši, 150 let stari,
namerno, torej nismo hoteli iti v Ljubljano, kjer smo imeli pa stanovanje, to je bil naš vikend praktično, a ne. Stara kmečka hiša, torej od še zdaj živeče, torej stare mame od moje bivše žene. Skratka, zgodilo se je sicer to po neumnosti, torej pol vasi je imelo elektriko, mi je pa nismo imeli, zato ker sosed skratka ni teh kablov spravil v eno žico, a ne, teh 4 kablov so šli pol v en kabel, on pa to ni hotel in so se na vseh teh 4 kablih posebej torej nabrali toliko ledu, da mu je zlomilo drog, je prišel elektro, preščipnil kabel in smo bili brez elektrike. Ker je bila seveda potreba po infrastrukturi drugje bolj potrebna, po električarjih so seveda reševali druge bolj pomembne stvari in 3 tedne trajali, da so prišli do naše vasi, da so nas preklopili nazaj, ne. Kaj sem zdaj hotel povedati? To so bili za mene takrat najlepši trenutki mojega življenja. Boste rekli, ti si malo smešen, ne. Glejte, imeli smo krušno peč, imeli smo Keeper Bush, se pravi peč na trda goriva, če želite, torej obe na trda goriva, na noben kurilc, ne vem, karkoli, brez elektrike, na malinovec pa salamo se reče, ne. In enostavno, kaj naj rečem, svečka je bila vir svetlobe, avtomobil je bil vir napajanja za mobitel, kar je bilo v skrinji, smo hitro pripravili kakšne okusne obroke, kar je bilo tako pokvarljivega, smo dali itak ven, če je bilo mrzlo, a ne, je bilo itak na hladnem. Tako da vam povem, da to je bila enkratna izkušnja za mene in se je ne bojim, bom rekel, če pride tudi za 1 leto, ne, vem, da bom na nek način gveral. V najslabšem primeru si pa zmeraj rečem, da grem še zmeraj lahko v hosto, kjer imam v nekaj minutah pripravljeno neko, če hočete, zavetje, ogenj, si zakuram lahko kjerkoli, kot sem rekel, a ne, v Sloveniji, povsod imamo kup enega smrekovega gozda, skratka površina pokritosti je nekje 60-70%, z gozdovi, tako da, kot sem rekel, jaz že v mnogih intervjujih ali pa tako, ko me novinarji postavljajo, ne vem, če bi 3 dni se mučil v stanovanju, a ne, govorim za sebe seveda, da imam pač mogoče predispozicije zaradi tega, ker vidim in seveda, ker imam toliko izkušenj, ampak ni to, bom rekel, to lahko vsakdo, ki si želi, ki ima znanje, ki ima voljo, lahko tega priuči, nauči in seveda gre v akcijo, ko je to potrebno, a ne. Okej, to je bila zdaj tvoja izkušnja v hiši 3 dni oziroma 3 tedne, ne? Tako. Kaj pa kakšna izkušnja, ki se ti je pa zgodila prav v gozdu, pa da je tudi bila nekaj dlje trajajoča, da si bil, ne vem, prisiljen ostati na enem mestu, ker si, ne vem, pozabil si in vse te naprave, mobitela nisi imel. Imaš kakšno takšno izkušnjo za deliti z nami? Tako je, ne, mi smo te izkušnje smo vedno namerno izzivali oziroma smo vedno določili, kot sem že prej omenil, da smo šli za 3 tedne brez hrane nekaj v divjino, kjer ni bilo žive duše v radiju 10 kilometrov okrog, a ne, to se pravi, teh je bilo 2-krat letno, se pravi poleti za 3 tedne, pa pozimi za 1 teden, med zimskimi počitnicami, kakor smo imeli možnosti, toliko smo mi to izkoristili in smo bežali v hosto, a ne, mi 4. Torej, celo srednjo šolo, to so 4 leta, pa še 3 leta na faksu na Bledu. Skratka, 7 let, po minimalno, kot sem rekel, vsako poletje 3 tedne in vsako zimo po 1 teden, a ne, in sem to enkrat šel računati, če bi samo to šel gledati, a ne, je bilo že to pol leta brez hrane kako ne rečem, v naravi, a ne, tako da ne vem, kar se mi je, bom rekel, kot najstniku zgodilo, recimo, ko sem imel 15 let, pa je imel brat rojstnodnevno zabavo, pa sem že takrat peljal te malčke v gozd in smo šli po
borovnice, lisičke, predvsem borovnice, no, in smo v bistvu majčkeno se zgubili, ne, za kratek čas, ne. Skratka, bilo je pa Namerno. Kako? Namerno, to si ti. Ne, to ni Ne, bilo ne. namerno. To ni bilo namerno. Bila je pa taka situacija, ne morete verjeti. Hrib je bil, bom rekel, tak šolski, ne, čist res tak pravilen hrib, z vseh smeri enak, nobenih posebnosti, nobenih hudih poti po tem hribu, nobenih kamnov, nobenih nekih, bom rekel, takih markantnih točk, da bi si jih človek zapomnil, ne, ali pa, bom rekel, vse kamorkoli si pogledal, je bilo enako, ne, gor je bil hrib, dol je bila dolina, ne. Skratka, in smo mi na ta hrib zašli in prišli gor na vrh hriba, a ne, seveda so nas te borovnice toliko zavedle in te lisičke, ne. Ker stara mama me je pa vedno peljala samo do vznožja tega hriba, ne, torej kot otroka, ne, in jaz sem pa takrat si, jasno, kaj pa je, ne, saj gremo naprej. No, skratka, in me je to neslo, ne, očitno je tudi stara mama vedela, zakaj, da tudi ona ni šla vedno čisto do vrha hriba, ne, zato da je imela vedno, a ne, kje se moram vrniti nazaj, ker je bilo pa malo dalj od, bom rekel, čisto najbližjega gozda, ne, ker so bile te borovnice, je bilo pa kar treba nekaj daleč peš, mislim daleč, recimo 3-4 kilometre v eno smer od doma, ne. No, in skratka, s temi otroci mi hočemo iti seveda domov in pridemo v dolino in ni poti. In spet nazaj na vrh hriba, v drugo stran ni poti. Zdaj se moram pa odločiti. Že večerilo se je, ne, oziroma že popoldne je bilo, pozno popoldne, 7 zvečer, poleti, ne govorim, se pravi, dan je bil tam nekje do recimo 9, pol 10. No, in sem rekel, da pač treba kar dosti hitro se podvizati, da mi najdemo to pot. In ni bilo te poti. Jaz seveda otrokom nisem povedal, da smo izgubljeni, oziroma da ne vem, kam je treba iti domov. Imel sem pa, glede na to, da sem pač že takrat imel to slabo razvado, da sem kadil, sem imel pa seveda vžigalnik s sabo, ne. In sem rekel, če nič drugega, bomo mi lepo ogenj si zakurili, v najslabšem primeru, pa bomo ob ognju pač prenočili, ne bomo bluzili zdaj tle po hosti sredi noči, a ne, ker, a ne, skratka, prav mentalno sem se pripravil, da bomo Ostalo v gozdu. ostali v gozdu, Ja. če ne bomo našli rešitve, ne. No, in potem mi je pač spet nek instinkt, ali kako naj rečem, tista trma, ali kar naj rečem. Sem rekel, nič, gremo v tisto smer, ki se mi zdi, da je najbolj prava. Šli bomo vedno samo v dolino, pač ker vem, da smo prej šli samo v hrib, ne. In verjamete ali ne, smo zašli za, bom rekel, 180 stopinj, ne. Torej, takrat je bilo tako, seveda, če ni sonca videti, če nebo vseh strani enako, ne vidiš, res nimaš, niti sence ni bilo več, a ne, da bi se po senci nekako orientiral, kje je jug, kje je, a ne, če bi potem probali se malo orientirati, a ne, pa ni šlo. Skratka, sem rekel, nič, samo v dolino, pa kamor pridemo. No, in potem smo prišli že do neke poti in smo se držali te poti, ne vem kako. In seveda je ne zapuščaš več, seveda, ker je to pukovina do rešitve. No, in smo prišli nekje iz gozda ven, popolnoma na neznani lokaciji, hvala Bogu, zagledali dol v daljavi eno hišo. Res so bili tako kot upravljavci. Tako da pač smo šli do te hiše in poklicali torej starše, da so nas pol prišli z avti iskat, a ne, nas je bilo kar, mislim, da 11 takrat, oziroma 11 otrok, pa sam jaz 12, ja. Tako na kratko, ja, skratka, bilo je teh situacij takih in drugačnih, medved ponoči in take stvari, tako da to Sej, tvoje društvo, mislim, da je prav društvo Medo, a ni? Ja, res je. Kaj o tem povej? Ti si predsednik društva ljubiteljev narave in športa Medo. Tako je, ja, res je. Medved je naš zaščitni znak, bom rekel, ali pa v logotipu ga imamo. Zakaj? Enostavno zato, ker se je moja mama pisala medved. Ne, se hecam.
dejansko se je pisala medved, ampak to ni toliko s tem povezan, mogoče pa tudi. Meni je, se veste, kako bi rekel, lev v puščavi, ne, je kralj živali, ne, oziroma je tam glavni, tukaj pri nas pa nimamo levov, je pa pač medved kralj živali, a ne. Ja. In verjamete, ne, jaz medveda obožujem in nor sem na njih, a ne, v smislu, kar se teh opazovanj tiče, pa sledenj, pa hranim jih tudi, jasno, torej ta krmišča zalagam. To krmišča rečemo zato, da jih odvračamo od naselij, a ne, torej in zalagamo hrano globoko v gozdu, da ti medvedi ne zaidejo toliko v naselja, pa obrača kontejnerje, pa bom rekel te kompostnike in tako naprej. Samo prosti, da ti skačem besedo. Jaz sem pa mnenja, da ni medved zašel, ampak je človek zašel v njegov prostor. Vedno bolj se širijo parcele iz travnatih površin v gozdne, a ne? In jaz mislim, da smo mi udarili v medvedovo dnevno sobo in ne obratno, ne? Ja, to je dejstvo, ne, tukaj je... To je dejstvo. Namreč človek je dejansko posegel v prostor, a ne, se pravi gozdove in tako naprej, in pač tudi seveda divjadi odvzel določene habitate, če želite, a ne, torej ta življenjski prostor. Seveda, da ne govorim potem tudi o avtocesti, če se že tega dotaknemo, a ne. Kar se tiče divjadi, pač seveda nima toliko možnosti prehajanja, zaradi teh ograj in teh stvari, ne, če si predstavljate zelo, bom rekel, premalo je po mojem mnenju teh zelenih mostov, kjer bi že divjad lahko prehajala, a ne, mislim, so res, ne vem, tlele par pred Novem mestu jih je nekaj, a ne, mogoče 2, 3, ne vem, na pamet govorim, nekaj, mogoče ti. Jaz vem za 2 do Medvedjaka, pa ne vem več. No, vidiš, mi se lahko tikava, ne, nekaj. Ja, prosim. Ko se že malo poznamo. Ja. Še nekaj, pa je res, moja mami dekliški priimek je Medved Darinka. Tako da, če je Jana Medved, pol ne vem, če nismo mi kaj celo v sorodu. Bog ve. Bog ve, ja. Bog ve, on bo vedel. Ja. Ja, skratka, dejansko, če se vrnemo majčkeno nazaj k temu medvedu, bi par stvari vam rad povedal, ki so zelo zanimive. Namreč morate vedeti, da je medved preveč, bom rekel, črno omadeževan, a ne, ali pa se dogaja, Krivica njemu? Ja, krivica, no. Oziroma, težava je v tem, ker imamo ljudje premalo informacij. Zdaj bi z vami delil par teh čisto osnovnih informacij, tako da malo si približno naslikamo, kako je s tem medvedom realno v Sloveniji. Zdaj, če gledamo številčno, ni natančno možno jih prešteti, seveda ne. Nekje med 800 do 1200 naj bi jih bilo v Sloveniji. To se sicer izvaja neko štetje, pač na določen dan, določenkrat število na leto, in se pač od 6 do polnoči sedi na preži in se potlej javi, koliko jih do teh medvedov opazil, vendar morate vedeti, da te medvedi lahko na noč naredijo tudi 60 kilometrov, tako da se od 6 do polnoči lahko premakne tudi mimo 3 lovcev, ki so tam na preži, in enega in istega medveda vidimo 3-4 lovci lahko, a ne. Tako da zaradi tega ni možno čisto natančno absolutno vedeti, koliko jih je. Tudi vseh kakcev ni možno pobrati, pa jih najdeti, seveda ne, ker jih pač so to, bom rekel, igle v senu, ne, če želite, čeprav so dosti veliki, ampak seveda je pač treba pol ta DNK vzeti in pa naprej. Skratka, da pustimo to. Medved je zdaj tako, če začnemo kar s temi napadi, od 2. svetovne vojne, se pravi od leta 1945 pa do danes, je medved, ali pa od 1941, če želite, je medved v Sloveniji ubil 4 ljudi.
za četrtega ne vejo, ali je umrl naravne smrti, ali ga je medved pokončal, ne. Tako da, če se vprašate, koliko jih je avto povozil, koliko se jih je s kolesom ubil, koliko je bilo takih in drugačnih, bom rekel, nesreč, ne, je medved spet Zanemarljivo, ja. nekje na zadnji na repu teh, bom rekel, nesreča, ne. Jih je več čez okno padalo, pa ne vem, čez balkon ali pa ne vem, karkoli, skratka, karkoli si izmislite, strela jih je več, bom rekel, po moje pokončala v vsem tem času, a ne, pa veste, koliko je majhna verjetnost, da vas strela zadane, ne. No, ampak, če se spet vrnem nazaj, še letos vemo, da je na Malem Triglavu 16 ljudi bilo poškodovanih od strele, a ne. To so pač dejstva, skratka, dejstva so pa tudi, da so bili napadi od medveda, to je dejstvo, ampak v večini primerov je bil, torej v 99,9% primerov je kriv spuščen pes. Ljudje grejo na sprehod s psom v gozd in si mislijo, saj zdaj me pa noben ne vidi, spustijo psa, ta pes bo taval okrog tega lastnika, bo zavohal medveda, ker ima močen vonj, tak zelo oster vonj ima, Kislen. Ja, odvisno, no. Ali po krvi, po kadavrih, torej po krvi, ki se razpada, razkraja, ne, in to ima pač dosti oster vonj. Skratka, medveda boste prej zavohali, rečemo, kakor opazili, ne, se reče. Tako da je to tudi žival seveda zelo dobro s pridom uporablja, ne, da se mu pravočasno umakne, ker ima res pač grozen vonj, ne, po svoje. Torej, oster, močen vonj ga res ni težko prepoznati. Zdaj. In pes leti najbrž nazaj k lastniku, ker se ga ustraši in pripelje v bistvu tega medveda, a ne? Direktno te. Direktno pred vas. Ja, Marjana, kar Jože vprašajte. Jaz bi rad rekel samo eno stvar. Jaz sem že večkrat slišal, da pes ko rekoč izzove ali kakorkoli že medveda. In da so bili ljudje že večkrat napadeni zato, ker je bil pes spuščen in je tako rekoč medveda v bistvu medveda zdražil in je pač udaril, a ne? Ja, po večini primerov, to je točno to, kar sem zdaj rekel malo prej, v večini primerov gre za medvedke, ki imajo mladiče in vsak starš morate vedeti, ali naj bo to človek ali pa žival, načeloma, vsaj tisti, bom rekel, ki imamo različne starše, ne moramo eno medvedko primerjati z eno kobilico, ne, če želimo, če si tako predstavljamo, ne, če se že malo zafilozofiram. Se pravi, kobilica ima lahko mladičev še pa še, ne, 500,000 lahko, a ne, medvedka pa se od 1 do 4. Ja, zato ker jaz sem na primer slišal enkrat tudi to, ki je enega napadel medved, meni se zdi, da je pred medvedovim brlogom zalaufal motorno žago in ki je zalaufal motorno žago in medved v njega skočil. Ja, seveda, medvedka zelo skrbno brani brlog, sploh takrat, kadar ima mladiče. In takrat, seveda, če vemo, kje je brlog, sploh v zimskem času, ko polega mladiče, tam nekje med decembrom in januarjem, ni pametno okrog teh brlogov hoditi, pa jih vznemirjati. Bom tudi do tega še prišel. Hotel sem reči samo to, ker smo se že pogovarjali okrog tega psa, da zaključimo. Skratka, ja, dejansko pes oziroma ta medvedka hoče zaščititi svoje mladiče pred krivcem, to je ta pes, ne. In bo hotela ga pregnati, seveda ta pes bo pritegnil, kako smo rekli, vam med noge in medvedka bo seveda prišla za psom. In pes bo takrat seveda spet naprej pobegnil, vi pa ne boste mogli steči 60 na uro, to, kar teče medved lahko na uro. In je problem tukaj, ne. Ja, drugače bi pa rad povedal še en primer.
Jaz sem včasih imel psa in sem tukaj, sem doma z Bohinjske Bele in sem hodil gor, se reče, za jamo in se spomnim, zdaj ne vem kaj, je bila to kakšna žival, ker bil je češko-slovaški ovčar z nemškim ovčarjem križan in te psi pravijo, da so malo samosvoji. Jaz sem ga sicer vodil na temu fleksu, a ne 10-metrskemu, da sem ga imel skozi pred očmi in skozi zraven sebe, ampak se spomnim enkrat, da se me je pes, nikoli se mi ni toliko tišal, pa ne vem, kaj je mogel biti za nažval, ampak čist takole je bil pri meni in ko sem prišla, da sva zaviva dol desno, sem prav poskusil, da bi levo, pa sem imel občutek, da me je pes opozoril, ne tam, ampak tle. Ampak neka nevarnost je mogla biti, samo ne vem kaj. Glejte, lahko je bil tudi medved v končni fazi, zato ker morate vedeti, da ravno zaradi tega vonja, če ga vi niste zavohal, ga je pes zagotov, ker ima seveda daljši smrček, in seveda tudi, če pogledamo, oziroma če pomislimo, kako imamo mi kratek nos napram psu, je logično, da pes boljš voha zaradi tega, ker ima več senzorjev noter po nosu. Divji prašič ima še daljši nos, še boljše voha, slon še kako bolj. Skratka, o tem govorimo, koliko imamo dolg nos, daljši ko je, več je teh senzorjev in seveda bolj se voha. Človek ima zelo kratek nos, če se vrnem nazaj, in lahko, da ste vi pač niste bil pozoren ali pa, ne vem, ali pa dejansko niste zavohal nič posebnega, ker če bi vi začutil psa, da ga je strah, pa da bi še zavohal eno čudno, bom rekel, neko mrhovino, kot mrhovina se voha medved recimo, podobno, bi lahko tudi vi sklepal, da je lahko medved, mogoče, ne vem, ali pa ne, skratka, je bila neka žival verjetno tam, ki ga je psa ziritirala toliko, da ni šel tja v pravo smer, pravite, ne? Ja. Ker, na primer, on je pa šel v pravo smer, pa se je pol umiril, pa vse je bilo v redu, ampak jaz sem slišal tudi tako, da se medved baje umakne, samo čistko, narobe pa je, če se slučajno srečata z medved, da si bi človek pa medvedka srečava na 4 oči, tisto bi bilo pa mar biti katastrofa. Bomo se o tem pogovorili, sploh ni problema, glih te stvari vam želim povedati. Skratka, če se vrnem nazaj še do tega kužeta, se pravi, vi ste psa imel na povodcu in v tem primeru ni nobenih težav. Naredili so preizkus na rjavem medvedu, oziroma človeka so 300-krat poslali na rjavega medveda. Rjavi medved živi samo v Evropi, oziroma lažem. Samo v Evropi, torej v Evropi imamo samo rjavega medveda, tako moram reči, se oproščam. Malo sem hotel vse v enem stavku povedati, pa ne gre. Torej v Evropi imamo samo rjavega medveda, seveda je razširjen tudi po Kanadi, Aljaski in tako naprej. In tam mu rečejo grizzly, to je en in isti medved, torej ista pasma, isti model, vse isto, samo tam ima več lososa, več hrane. In se recimo en tak medved lahko v 2 mesecih tako nabaša, da je širši kot daljši od teh rib, na začetku, ker lososi gor preplavajo, celega poje, potem pa že zbira pa samo glavo, pa samo ikre ven stiska, pa pol pride še drugi mrhovinarji, pa to potlej raztresejo tam okrog po naravi, skratka. To je en in isti medved, kot sem rekel, in nuni lahko doseže tam nekje od 400 do 600 kg, dočim pri nas doseže tam do 350 kg tak medved. Pa če začnemo s tem, kako se oni, bom rekel, skotijo, tam, ko so medvedi skoteni, so slepi en teden, približno nas pregledajo, potem so malo odlakani ali pa zelo slabo odlakani, se pravi, nimajo nekega kožuha, seveda še takoj na začetku. In seveda zaradi tega mama, ko izkoti, smo rekli nekje v decembru, enostavno ne zapušča brloga takrat v tistem hipu, zaradi tega, ker bi v tem primeru mladiči poginali, zaradi tega, ker so
bom rekel, priklenjeni na mamo, na njen kožuh, na njeno toploto, torej ona tudi svoje tolšče proizvaja mleko ta mesec, torej se niti ne, bom rekel, iztreblja in tako naprej. Skratka, vse to se pač dogaja medvedki. Torej medved kot tak, kot oče, nič ne pomaga pri vzgoji mladičev, je medvedka sama za vse, on jih samo naštima in to je to. Pa tudi o tem bomo še kaj rekli. A je kakšno vprašanje tukaj zdaj v tem hipu? Ja, prosim. Ni. Kar ne prosim. No, torej, spravi ta medvedka, glih poštar je pa šel, no, pa je mečkano medlo. Torej, ta medvedka, te mladiče, smo rekli, ima lahko od 1 do 4, največkrat do 3, no, so pa tudi primeri, da jih ima lahko tudi 5, ampak to so res redki primeri. In seveda, kot mama, kot taka, jih ima pri sebi nekje 2 leti. V Sloveniji, v tujini, bom rekel, v Kanadi in gor, ki so ostrejši, bom rekel, pogoji za preživetje in to, so lahko pa tudi kakšno leto več imamo, pri nas pa 2 leti načeloma in po teh 2 letih, torej, jih mama, te mladiče, bom rekel, jih mora prav natepsti, prebutati jih mora malo, skloftati po domače, če hočete, zato da se oni, bom rekel, ločijo od mame, sploh samci. Torej, samice nekako lahko ostanejo blizu mame, seveda samci pa morajo iti ravno zaradi tega, da ne bi bilo krvnega sorodstva in teh stvari, se pravi, da se ti geni malo mešajo. In seveda tak mlad medvedek, 2-letni, zelo rad totava po svoje oziroma ga večji samci izrinejo na rob gozda in taki običajno pridejo tudi v vas. Da velik medved, 300-kilski, bo težko prišel sploh na plano, sploh ne vem, če bom rekel, ga je za opaziti, kar tako, Jaz, ker imam dosti izkušenj, lahko povem, da so to najbolj previdni osebki, kar je možno. Se pravi, so zelo, tudi na krmišče pridejo najpozneje, torej zmeraj okrog 10, polnoči, 2 zjutraj, zelo pozno. Dočim mladi medvedi pride pa že ob 4, in sem gotov, da imajo, vem, da imajo hierarhijo, večji, manjši, starejši, mlajši in tako naprej. In se seveda en drugemu umikajo, torej najprej pride najbolj lačni na krmišče primer in potem čedalje bolj starejši, večji in tako naprej. Na koncu pride največji in takrat seveda se živo umakne. Takrat, kadar so medvedi na krmišču ali pa okrog krmišč, ni žive duše okrog, zato ker ga vohajo živali in se mu vse umakne, srnjadi, jelenjadi, to se beži. Pač beži. Se umakne, pač, kot sem rekel. Prej sem govoril, da so naredili 300 poskusov na medveda, ko so človeka poslali s telemetrijsko ovratnico v roki na medveda, ki je ravno tako imel okrog vratu tako telemetrijsko ovratnico, to je taka ovratnica, ki recimo, če želite, na 1 uro daje signal, kje se ta medved nahaja in ga lahko na računalniku na zemljevidu pač ljudje, te strokovnjaki vidijo, kje je in tega človeka enako z to telemetrijsko ovratnico v roki, po walkie-talkiju oziroma po vezi pošiljajo direktno na medveda. To so naredili 300-krat. In kaj se je zgodilo v končni fazi? V manj kot 10, torej napada ni bilo, govorim o rjavem medvedu. V manj kot 10 primerih so ga videli te ljudje, mislim, da so bili neki študentje. Skratka, in ugotovili so, da se medved ves čas umika nekje med 50 in 70 metrov stran od vas. Ves čas, če so le pogoji za to. Nihče ne mara presenečenja. Dajmo reči, tudi mi ne, oziroma če rečem, če bi jaz prišel po polnoči k vam v vašo spalnico, pa vas porukal, pa rekel živjo, bi verjetno marsikdo se ustrašil, marsikdo bi, ne vem, mene okrog kepe vsekal, po domače rečeno in tako naprej.
enako je pa pri živalih. Se pravi, ko mi pridemo, si že prej nekaj rekla, lepo v njihovo dnevno sobo, torej tam oni živijo in ne mi, in mi tudi nimamo medvedov v dnevni sobi, Torej, ko mi pridemo tja, moramo to filozofijo, vsaj meni zelo pele. Prav, ko jaz pridem v njihovo dnevno sobo, moram jaz opozoriti na sebe. To je moja dolžnost, ne njihova, da bojo oni nas opozorjali. Oni nas opozorijo, kaj je mogoče že prepozno. Skratka, to imamo v glavi in ne bo nobenih težav. Ker mene, če bi bilo tako hudo, bi mi mogel medved pojesti že milijonkrat. Kakor noči sem prespal sploh na območju medveda, pa ne bo gor na Koroškem. Pa saj praktično ni, bom rekel, pa ne da zdaj izdelam bav, ampak na Notranjskem krasu, Kočevskem, v Triglavskem narodnem parku so pač medvedje, pa še marsikje drugje v Sloveniji. Največ pa medved je pa na Notranjskem oziroma na Krasu, tam, kjer so kraški pojavi, kjer ima možnost medvedka pod zemljo narediti si brlog. Ponovadi je dovolj 30 centimetrska odprtina, se pravi, če gre glava, gre tudi 3, rečemo malo v šali, malo zares. Skratka, dejansko ne rabi dosti več odprtine. Ponovadi, če to pol zadela s kakšnimi kamni, to ne morete verjeti, ampak smo že tudi to doživeli, kako so kamni poleteli, pa pol najprej mladičevam, pa še medvedka, ko je bil nek lov. Ja, to je bilo kar zanimivo. Skratka, in so spalali mimo vseh lovcev, vsi ti mladiči in medvedka, brez kakršnih koli, bom rekel, težav. Načeloma, sploh ko ima mladiče, ko so zelo majhni, ni agresivna medvedka po naravi. Je bolj ta materinski nagon, da jih zavaruje v smislu, da bojo na toplem, da bo imeli hrano in tako naprej. Ni pa pravzaprav zelo, zelo agresivna. Najbolj sitna je pol, ko ven pride z brloga, ko se ji ta čep v riti naredi po domač rečen in tako naprej, takrat se mora iztrebati, ker ima kakšne bolečine in takrat je pa razdražljiva bolj kot kadarkoli prej. Kakšno vprašanje do zdaj? A smo preveč zašli s tem medvedom? Ja, saj bomo, jaz predlagam, da gremo na preživetje. Jaz bi še nekaj vprašal. Ja, Dino. Jaz se vprašam mene, kar vprašate. Dino. No. Kako odreagirati, ko medveda srečaš? Zdaj, znana je tista Tolstojeva pripoved o dveh prijateljih, ko se je eden ulegel na tla, drug je zbežal. In potem ga medved voha in gre naprej in potem ga on vpraša, ti, kaj ti je pa medved na uho šepetal? In je rekel, da prijatelja ne smeš pustiti v stiski. Lep nauk. Zdaj je več scenarijev, se pravi, en scenarij, kako odreagirati, kot rečemo medveda. En je ta, da torej, ko ga vi vidite, pa gre on svojo pot, nekje 100 metrov od vas ali pa še več, nekje tam XY pot, skratka, takrat se mu seveda ne približujemo, ga ne vznemirjamo, se obrnemo in gremo v smer, od smo prišli. Kadar pride pa situacija, da se srečamo v oči, je pa situacija naslednja. Enostavno je treba se obrniti bočno na njega, torej, da smo, bom rekel, tako kot jaz zdajle, se bočno postavimo, da nismo preširoki, sprav smo tudi manjša pretnja, avtomatično. Brž, ko se le da, damo nekaj od sebe stran in spustimo to na tla in se z mirnim glasom, če le možno medvedmu, oziroma temu običajno medvedki prigovarjamo, lej, medvedka, mojca, karkoli že si, nimam nobenih slabih namenov s tabo, sem prišel po borovnice, pa po kostanj, ali pa ne vem, karikiram, to ne gre zdaj skupaj, ampak ja. In se umikamo počasi, torej nikoli in nikdar ne obračamo hrbta medvedu, ker smo avtomatsko plen. Dokler on vidi naše oči, je vse v redu, seveda ga ne smemo, torej, bom rekel, buljiti v njegove oči, ker s tem ga pač spet izzivamo.
ga imamo nekako v vidnem polju in se z mirnim tonom, kot sem rekel, nazaj pomikamo torej stran od njega in spustimo kapo, ne vem, karkoli se v hecu tudi rečem, kakšno kilco, ne, iz hlač pade lahko. Skratka, marsikaj se lahko zgodi, kakorkoli probamo ohraniti čim bolj mirno kri, nobene panike delati, nobenega dretja, nobenega vznemirjenja, čim bolj z mirnim glasom, ponižno se umikati nazaj in običajno gre skozi. In seveda tudi, če bi ta medved se približal nam, bi se najprej ustavil pri tistem predmetu, ki smo ga spustili, je to kapa, robček iz žepa ali karkoli, nekaj osebnega vašega, pač nahrbtnik, če želite, s klobaso noter, ne. Karkoli, skratka se bo medved tam ustavil, vi ste pa v vmesnem času pridobili že dodatnih 5 do 10, pa tudi več metrov lahko, a ne, in potem bo že ta medvedka kar naenkrat ocenila, da niste več tako nevarnost, bo se obrnila in običajno šla iskat svoje mladiče in jih odpeljala po svoje. Je pa primer, ko se ta medvedka lahko tudi od tega vašega predmeta, bom rekel, približa vam ali pa zateče proti vam, si pa zapomnimo to, da je prvi napad vedno lažni. Jaz ne znam drugače povedati, kakor tako, kot sem povedal. Torej, če vi se ne boste obrnili, če boste vi ohranili še vedno relativno hladno kri in ne odvrnili pogleda, kot sem rekel, ali pa sploh obrnili hrbta medvedu, boste enostavno preživeli, zaradi tega, ker se medvedka vedno torej 1 meter pred vami zaustavi in s prednjima šapama bom rekel, udari v tla, tako da malo mini potresa naredi, če hočete. Jaz rečem v hecu, da ti dre koriti zmrzne, a ne. To je njen namen, torej njen namen ni, da vas ona ubije, lahko vas poškoduje, v večini primerov tako, da te v bistvu toliko poškoduje, da tam ublažiš negiben ali pa nezavesten, ne, se pravi te nokauta in ne hodi pol gledati, da ti še dihaš ali skratka, kako anulira nevarnost, a ne, zdaj, če se pa sami spravimo v spodnji položaj, kakor reče pregor, if they're brown, lay down, ne, pejte dole, zaščite vrat, te vitalne organe, bom rekel, s komolci, a ne, trebuh, a ne, se date v klobčič in pač obmirujete. If they're brown, lay down, if they're black, se pravi, če je črn medved, morate fight back, se pravi, se morate boriti z njim, če ne vas bo on pokončal, čeprav je lahko tudi zelo manjši od rjavega medveda, ampak je veliko bolj agresiven. If they're white, good night, ne, če je pa polarni medved, pa ni šans, da ga boste premagali, ker ima pa preko 600 kil in tako naprej. No, gremo zdaj. Osnovno znanje, ki nam bo, oziroma vsakemu človeku omogočil preživeti v naravi z minimalno opreme, pa da, se pravi, v različnih stresnih situacijah. Se pravi, osnovno znanje, prosim, če podeliš z nami. Znanje je ključno, se pravi, če imamo opremo, pa nimamo znanja, se pravi, če ne znamo opremo uporabiti, smo spet v težavah, a ne. Nek trikotnik prav obstaja, kjer je na eni strani znanje, na drugi strani je, bom rekel, oprema in spodaj je, na spodnji strani trikotnika je temperatura telesna. Če se spomnimo, na začetku sem omenil, da je to ključno ohranjati, torej kako znate vi ohraniti vašo telesno temperaturo, ko vse ugasne, ko ste na prostem, ko ste v stanovanju, pa ni ogrevanja, ko ste v avtu, pa ne deluje motor, recimo. Ključno je to, najbolj ključno, kot sem rekel, da ohranite vašo telesno temperaturo. Torej, da telo ne bi prehitro izgubilo temperaturo. Če izgubi enkrat pod 35 stopinj, bom rekel, vsi sistemi odpovejo in začnemo delati kozlarije, neumnosti in samo še tonemo bolj v težave. In ko telo, torej telesna temperatura pade pod 28, nas praktično že zdaleč ni več med migajočimi, torej med živimi. Kako pa je s seznamom potrebne opreme?
Zdaj se znam nek survival kit, tak osnovni, narekuje naslednje. Nož, torej 5 stvari minimalno, ne? Nož, vrv, vir ognja, se pravi žgalce, krasilo, ne vem, vžigalnik, če želite, ne? Vžigalnik je ena super stvar. Potem je to posoda in pa ponjava. Zdaj, v naši šoli učimo, kako se znajdemo brez vseh teh stvari. Torej, nos si naredite lahko iz kamna, ne? Kamen vržete v drug kamen, se bo vedno razpočil, en ali drugi, in boste vedno naredili eno oster rob, kjer se pač ta kamen, bom rekel, razcvetil. S tistim lahko nekaj malega odrežete. Je pa krat 10 časa ali pa krat n časa več porabite, kakor če imate ta prav nos s sabo. Potem vrv se da splesti iz najrazličnejših materialov, iz koprive, iz vrbe, iz trave, iz suhe trave, iz sveže, dolge, kratke, kakršne hočete. Potem bivak se da, se pravi, če nimate ponjave, se da tudi bivak postaviti nekje v 3 urah, kak človek postavi tak bivak, da je neprodušen, vodotesen in pa tudi topo, ne nazadnje. Ogenj se naučimo tudi zakuriti na različne načine, se pravi, če smo, bomo rekli, v situaciji, da pač nimamo vžigalnika s sabo. In posodo se tudi naučimo narediti, ne. Za vodo, recimo, za prenašati vodo, ne? Tako. Lahko pišeš, kako? Nič, ampak bo tih. Torej, to so osnovni predmeti ali pa pripomočki, oziroma spet, če nimamo teh pripomočkov, je dobro, da imamo pa toliko znanja, da si te pripomočke znamo narediti. Ali pa si vsaj približno drugače organizirati delo, ne. Se pravi, če nimamo noža ali pa žage, bomo pač iskali odmrle veje, tiste, ki so že na tleh, jasno, da bomo se šli mučati z svežimi, pa jih loviti, pa ne vem kaj, pa grist, pa ne vem kaj še vse. Se pravi, ali si bomo naredili orodje, ali bomo pa iz materiala, ki ga dobimo na tleh, postavili neko zatočišče, neko streho nad glavo in tako naprej. To so nekako osnovna znanja, ki jih mi na osnovnem tečaju, recimo, v celem vikendu predelamo po dolgem in počez, pa je še premalo časa. Se pravi, jaz bi bil pripravljen za vas narediti eno delavnico, če boste za, da se enkrat srečamo mogoče za 3 ure nekje na robu gozda nekega in tam probamo kakšno stvar pokazati, pa da v bistvu tudi lahko kaj s svojimi rokami poskusite. Jaz sem v bistvu izziv, ne. Če bi lahko misliš svoje izkušnje in znanje, katerega poseduješ, pač uporabljal, ko bi imel ti zavezane oči, ne, ker naši uporabniki, danes tukaj prisotni, so po večini ali slepi ali pa slabovidni, ne. Razumem, ja. In oni so prikrajšani za vse to, se pravi, nekdo bi mogel itak pripraviti osnovno komplet, ne, za preživetje. Jaz, pa ne, da se zdaj s koga norca delam realno, ampak jaz vedno našim udeležencem na tečaju si zavežem oči in pokažem vozle. Milijon vozlov, ne milijon, uporabne vozle, dajmo reči, ne. Zakaj to naredim? Enostavno zato, ker takrat, kadar znaš ti v temi delati stvari, a ne, se pravi, za hrbtom, skratka, ali pa v polnoči se reče, ne, kot rečemo, ko te polnoči zbudim, da mi znaš to narediti, to je tista stvar, ki jaz želim povedati, a ne. Kot sem rekel, zavežem oči in med 2 drevesoma napnem vrv, po njej plezam gor, dol, sem pa kje, pokažem najrazličnejše vozle, vse komplet in s tem, da tudi vrv zavijem, pa jo dam na hrbet, pa vse pravilno zavežem in tako naprej. Vse zavezanimi očmi, a ne. In se pravi, tudi marsikaj drugega bi znal zavezanimi očmi narediti, sem prepričan sem. Tako da sem pripravljen, da gremo skupaj, magari tudi sam z zavezanimi očmi, pa lahko marsikaj poskusimo skupaj naštudirati.
Ideja se mi zdi super. Ja, sem Ali pa rekel, recimo, meni je bilo, brala sem o tretiranju vode, ne? Ja. Vse lahko popijemo v bistvu. Tudi pač vemo, da lahko urin. Važno je, da to zadevo uparimo. A me pravaš, Ja, če ampak narobe? to bi te mogel popraviti, se pravi, ne popijemo dejansko urina, ampak popolnoma čisto vodo oziroma destilirano vodo. Ja. Ker pa destilirana voda ni za pit, ti tudi to odsvetujem, Nika, ne? Razen če boš dala ščep soli ali pa zelo par zrncev soli nazaj v vodo, da ti elektrolite pa minerale pa te stvari ta destilirana voda ne odnaša iz telesa ven. Ker če te to spere, si končala, ne? A se pravi, ni dovolj, da bi nekaj prekuhali, pa bi potem to paro postregali si dol. Lahko za prvo silo, ne moreš pa en teden ali pa en mesec v taki vodi živeti, kot sem rekel, ker bi taka voda sprala telo iz zadnjega minerala in vitamina in ne vem kaj še vse imamo v telesu, a ne? Bi bila težava, no, dajva reči. Je pa dejansko tako, kot si rekla, lahko urin prekuhamo, torej posodi in na roke damo brisačo, ker čista voda, torej vsa trda snov, ali ne bo to sol ali kakorkoli, vedno ostane na dnu, vse trdne snovi, pesek, bla, 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 ostane dol, čista voda se dviguje gor, ne, popolnoma nič drugače. In to čisto vodo, torej destilirano vodo se reče, ujamemo v tej brisači gor na mesto pokrovke, smo rekli, na posodi in jo požamemo ali v posodo ali pa direktno v usta in na ta način pijemo. Kaj pa, če greva v gozdu in treba si ujeti hrano, pasti in zanke, to je tudi... Glej, to je spet tako, če je miren čas, tega ne delamo, to je strogo prepovedano. Če ste pa v situaciji, ki gre za preživetje, pa druga zgodba, ne, se pravi, takrat, če te pa lovski čuvaj najde, pa si rešen, ne. Pa tudi, če ti Globo napiše, da si pač postavljal zanke, ne, si pač rešen. Malo karikiram. Ja, si rečem, lahko tudi gozd zažgete, pa bojo gasilci prišli, pa vas bojo najdli, boste plačali nekaj malega odškodnine ali pa ne vem, karikiram, ne vem, ljudje smo različni, a ne, pa ne, da vas zdaj nagovarjam k temu, Bog ne dej, da je rekel, pa gozd zažge, ampak lahko pa en dimni signal, pa smrekovih vej zažgete, ne, pa na ta način opozorite na sebe, a ne, če bo kdo kje opazil, ne, iz kakšne ceste, letalo, ne vem, a me razumete. Skratka, in kupenih čajev je. Najrazličnejše situacije so, zato je pa pač dobro biti pripravljen na marsikatero izmed njih, ne. In zdaj, ko si me tudi vprašala, recimo, kako je, da ne bomo zdaj, oziroma bom tako vprašal, ima kdo kakšno vprašanje do zdaj, kdorkoli, no? Jaz imam, zanima me sicer, recimo, jaz sem gledal v eni oddaji tudi, da se da tudi s tem hrano nadomestiti, eni jo tudi črve, deževnike, kaj lahko kaj o tem poveste, pa je tle zelo veliko takih koristnih snovi, no. Ja, tako je. Glejte, če hočete beljakovino jesti, je dovolj, da si koprivo vzamete, ne. Kopriva ima 7% beljakovin vse, pa ste to vedeli? Ne. No, pač ni edina rastlina, ne, če boš to še kakšne druge, da ne govorimo o beljakovinah. Evo naša laži, a ne? Na dializo. En datum vam Mi ne prvo žogo, samo živalski svet, bom rekel, izkoriščati in tako naprej, ne. Ker imamo, naravno vsi poznamo, po večini poznate regrat, ne. Regratov solato, prav žitanje 365. Zanimalo je, kdaj ima tole doktor Umar. Pustite, tole treba pa zdaj prekiniti, ne? Halo, Joža, dej reči gospe, da smo v živo, da nas moti. No, dajmo nadaljevati. Pustite, gospod Đurga. Ni problema. Torej, kar se tiče hrane,
bom rekel, imate rastlinske hrane, če vsaj malo poznamo, bom rekel, neke osnove je kar precej, ne. Zdaj, tudi, bom rekel, pasti je treba na pravilne mesta postaviti, če že postavite, ker če ne boste imeli, bom rekel, lovske sreče, ne. Namreč živali imajo tako kot ljudje neke stečine, neke poti svoje in se njih držijo kot pijanec plota, recimo. In redko kakšna gre, bom rekel, izven teh okvirov, ne, razen če je kaj posebnega, če imate res kakšno dobro vabo, da bi jih ven premamo tako daleč, ne, kakšne zveri ali pa spet odvisno, kaj bi želeli ujeti, ne, in s kakšno pastjo in na kakšen način. Skratka, tle je, bom rekel, cel spekter, bom rekel, nekih pripomočkov ali pa naprav, če želite, za odzank naprej, ne, pa pasti in tako naprej, tako da se tega zdajle ne bi toliko dotikali. V mirnem času pa to prepovedano, tako da vam svetujem, da se od dreves je liste, poznate brezo, potem bukev, hrast in pa lipo, a ne. Od teh dreves lahko jemo, torej liste, mlade liste, mlajši pa so bolj sočni, mehki. Da se od breze tudi lubje notranji del, torej kambri, osušiti, ga zmleti v moko in iz tega tudi nek polpet pol narediti s pomočjo korenine orlove praproti. Naredite, bom rekel, tako škrobno vodo, ki vsebuje v koreninah ogromno škroba. Korenino stolčete oziroma več korenin stolčete, date v vodo, se zloči škrob, dobimo tako zelo lepljivo vodo, v bistvu škrobno vodo, jaz temu tako rečem, ne vem, kako je prav. In to vodo pol dodamo lahko ali s semenom trav, a ne, vsa semena trav so užitna, jih, bom rekel, tako, kot smo včasih delali tiste petelinčke pa kokoške, a ne, naberete semena, jih osušite v kakšni košari, če ne drugače s kakšnim vročim kamnom iz ognja date noter, pomešate, osušite in potem najdete 2 peščata kamna ali pa kakorkoli, probate ta semena zdrobiti v moko, enako s tem delom tik ob deblu, ko je v prebrezi, a ne, se pravi, najprej imamo zunanji sloj skorja, a ne, ta beli del, ga odstranimo, potem je taki, bom rekel, tako oranžkast pride, tako svetlo oranžen. Daris, mi ne vidimo, moraš to upoštevati. Ja, kot sem rekel, pod skorjo se nahaja ta del, ki je tik ob deblu, a ne, to bomo pač morali tipati oziroma dati skorjo dol, potem je ta del, ki je užiten, a ne, če si predstavljaš, in potem je deblo, ki ga jasno ne bomo jedli, ker je pač olesenel, ne. Dino je vprašal glede telih ličink, pa črvičkov, pa deževnikov, ne. Tako se pravi. Kot sem rekel, to drži, kar je rekel, da vsebuje ogromno beljakovin in seveda se jih da pač uživati, seveda se jih očisti, se pravi, kar se tiče deževnikov ali pa teh lesnih črvov, se jih vedno čisto drobovino ven, saj jaz tako naredim, no, sploh pri teh črvih, ki imajo močne čeljusti, in glavo dam stran, a ne, Bog pomagaj, tako je. Glavo in običajno gre z glavo že nekaj drobovine ven, a ne, enako pri kobilci. Kobilce so namreč za mene super specialiteta, ali ocvrte ali pa kot na ražniču, se pravi, če jih neko bilko trave gor nataknemo, se pravi, glavce moramo pač potrgati stran, a ne, in gre z glavco že nekaj drobovine ven, potem pa na koncu riti, če hočete, no, zagrabimo in spet potegnemo ven in da se vsa drobovina ven izloči, ne. In damo gor na travco, na bilko trave in na žerjavico, z enim obratom ali pa 2 to spečemo v 2 sekundah, a ne. To takoj pečene, ki ni se skap nič, ampak s tem dobimo pa, bom rekel, nekaj beljakovin, nekaj, bom rekel, kako naj rečem, nekaj hranilno, skratka, tako da nimamo praznega želodca, no, skratka. Potem te lesne črvi, ki so pod lubjem, pa, kot sem rekel, imajo pa take močne čeljusti in pa že zaradi tega treba dati stran, da se nam ne bi kje v požiralniku zataknil,
ali pa pač, ja, tako kot sem rekel, se pa pač tudi samo glavico da stran pa drobovino, tista vrečka, ko ostane bela, je pa čista beljakovina in brez okusa, praktično res nima okusa po ničemer, beljakovina kot beljakovina. Skratka, ja, te stvari so užitne, kot sem rekel, je pa dosti rastlin, no, tudi, ki jih poznamo, ki se bi jih jaz prej lotil, ker, bom rekel, je treba imeti pogoje primerne, ne, se pravi, za deževnika najdeti, ne, deževniki so ponovadi globoko v zemlji, zdaj bomo kopali pa jih iskali, ali bomo se raj korenino od regrata skopali, pa si čaj skuhali, pa jo pojedali, v juhci pol to korenino, karikiram, ne. Skratka, divje hrane je ogromen, od gob, teh sadežev, kostanj in tako naprej, ne, seveda. Ko smo se pogovarjali pred oddajo, si mi povedal, da je treba pomisliti na 100-urno lučko, Laris, ali kako? To pa nisva se dotaknila danes, tukaj pred našimi... Ja, govorila sva, kako je, če se zgodi v stanovanju električni mrk, ne. Zdaj jaz sem povedal, kaj bi jaz naredil, zdaj pa dam ven svet tisti, ki se seveda odločeni, da ne boste šli v gozd, tako kot jaz, boste seveda v stanovanju. Zdaj je tako, rešitev je seveda, če imate možnost neke pečine drva, zdaj če to ni možno, seveda običajno ne, je to pol težko. Kaj hočem reči, da v bistvu spet govorimo o ohranjanju telesne temperature, se pravi, oblečemo se po plasteh, kot čebula, se pravi, več plasti damo na sebe, da na ta način zadržimo, bom rekel, telesno temperaturo, potem vse okončine dobro zaščitimo, se pravi, od rok do nog, pač vse pokrite dele probamo čim bolj, torej odkrite dele poskušamo čim bolj zaščititi in na ta način zadržimo, kar se da največ toplote pri sebi, se pravi, da nas čim manj zebe. Nikoli ne segrevajte prostorov, sploh pa ne velikih dnevnih sob z ne vem čem, ker boste relativno, lahko rečem, ali neuspešni, ali pa, bom rekel, nima smisla, no, ker pomembno je, da ogrevate čim manjši prostor, se pravi, če vas je več, recimo, da greste v kopalnico ali pa, ne vem, kako bi rekel, ali pa WC, torej najmanjši prostor, ki je možen, jaz v hecu rečem, smiselno je tudi, da si bi eventualno tudi neke vrste šotor postavili sredi dnevne sobe, med dva stola date metlo, pa odeje čez nabutate, da imate neko tak trikotni šotor, skratka, da si čim manj prostora rabite ogrevati. Zdaj en trik je tudi tak, da kadar ni elektrike, običajno plin deluje, v tem primeru pa seveda ideja za čim manj energije, čim več toplote, je pa tako, da si segrejete oziroma zavrete liter vode, ga date v termofor in si ta termofor date ob telo in gre se s tem termoforem lahko tudi zaradi mene v spalko, v srednjevne sobe, v ta vaš mali šotorček, torej najmanjši prostorček je možen v celem prostoru, ne. To je v bistvu smisel cele zgodbe. Seveda, je kakšno vprašanje? 100-urna svečka, kaj nam lahko pomaga ta 100-urna svečka? 100-urna sveča je v bistvu ne vsebuje parafina kot gorivo, ampak rastlinsko maščobo, ki je relativno ugodna, margarina, če želite, ali bom rekel, rastlinsko maslo, katerokoli, in pa pač oziroma ta vrvica za gorenje, ne, zdaj debelejša je, hitreje bo pogorela, manjša, tanjša, ko je dlje časa bo gorela ta sveča. Zakaj jo uporabljamo? Lahko za razsvetljevanje, v prvi vrsti pa za ogrevanje. Zdaj tako svečo lahko mi uporabimo na tak način, da jo damo spet v ta naš mali prostorček, pokrijemo to svečo nekako, bom rekel, poveznemo čez njo
glinen lonec in na tem glinenem loncu, ki za rože govorimo, damo gor na vrh, kjer je odprtina nek kovanček ali pa neko ploščico, da nam tam vročina ne uhaja in se bo vsa vročina oziroma vsa toplota te sveče zbirala v tem loncu oziroma ga segrevala in bo potem ta lonc oziroma ta glinen lonc odseval, kakor bo, toplote, spravi bo ogreval, spravi se da tudi mikro ogreti, bom rekel, naše roke. Tukaj v zapestju imamo najtanjše žile, je tudi najtanjša kožica in si običajno ta del segrevamo. Zakaj? Zato, ker nam kri kroži po telesu in si na ta način toplo kri pošiljamo po telesu. Smiselno. Tako da toliko na kratko, kar se tiče teh mrkov v stanovanju. Pomembno je, kot sem rekel, da se, če imate kakšno spalno vrečo, da se oblečete po plasteh. Zdaj, sicer je tako, pravilo je tako, da se v spalno vrečo hodi spat v spodnjem perilu oziroma, če hoče, lahko tudi goli, če boljše. Zakaj? Ker če bomo mi na sebi, ne vem, recimo spodnjo majico, pa flis, pa bundo, pa gremo v spalko, se bo kaj zgodilo? Čez 1-2-3 ure se bomo preznojili, ker nam bo prav vroče, se bomo mokri in kadar smo mokri, se 20krat hitrejš ohlajamo, kakor če smo suhi. To je ključ. Se pravi, da nismo mokri. Tudi v zimskem času, v snegu in tako naprej, ko je mraz, mraz je, rečemo, tihi ubijalec, takrat vse stvari delamo počasi. Zakaj? Da se ne pregrejemo, ker smo seveda oblečeni in če bi zdaj nekaj hiteli tako kot polet, bi se zelo hitro oznojili in seveda pol, če nimamo rezerve oblačil, moramo spet kuriti ogenj, si sušiti oblačila, zraven zmrzovati in tako naprej. Skratka, ne želimo si teh stvari. Če povzamem, se pravi, ključno je, da ostajamo suhi, da ohranjamo našo telesno temperaturo z najrazličnejšimi pripomočki. Če ne gre drugače, pa z vajo, počepi, sklece, karkoli. Se pravi, da boste precirkulirali vaše telo s krvjo in na ta način vzdrževali, bom rekel, dobro kondicijo telesa in seveda tudi uma. Kot sem rekel, ko enkrat telesna temperatura pade pod 35, se vsi sistemi izklopijo, razum gre nekam nadijo, sploh če smo sami, je problema, ker tega ne opazimo, da smo podhlajeni in začnemo, torej nismo dosti, bom rekel, samo kritični, sploh ne moramo biti v bistvu, ker, kot sem rekel, sistem odpove in tega ne želimo. To je ta ključen del, ki ga rabimo vedeti, se pravi, to je v bistvu ta 100-urna sveča, se pravi, 100-urna sveča se naredi tako, da v litrski kozarec ali pa 3-litrski ali pa 5-litrski steklen kozarec naredimo si, bom rekel, to svečo, stopimo to maščobo, seveda na dno damo, bom rekel, neko utež ali pa to vrvico za gorjenje, nekako običajno že tako, če kupite, da dobite že take pripravljene, če ne pa lahko tudi sami iz kakšnega ali kartona ali pa karkoli naredite. To taht, kako se reče. Seveda ta sveča, kot sem rekel, lahko poljubno velika, večja, ko je dlje bo gorela, seveda logično, smiselno. In opozarjam še to, če boste to svečo imeli prižgano v tem vašem malem štorčku, pazite na požarno varnost. Jurči ima roko dvignilo, kar izvolite. Ja, a se slišimo? Ja. Ok, super. Mene samo zanima preživetje v naravi, recimo po zimi, ko je fejst mraz, ko sneg zapade. Ja. Kako takrat preživijo v naravi? A vam povem, da je zame zima najlepši čas v letu, zaradi tega, ker redko kdaj, tudi polet niti ne, sedimo v kratkih rokavih ob ognju, seveda si pa naredimo primerno zatočišče, oziroma mi vedno naredimo ta vigvan oziroma pa indijanski šotor, če želite.
ali iz naravnega materiala ali pa z neke ponjave, lahko s pomočjo ponjave. Se pravi, to je edini šotor, kjer lahko noter kurimo. To je tak, ki je, bom rekel, tak stožčaste oblike, zgoraj na vrhu je odprt, da gre dim lahko ven. Če si predstavljamo, ko noter ogenj gori, na sredini je ogenj in ogreva vse prisotne noter, seveda, in vsak tudi svojim telesom, morate vedeti, oddaja 40 vatov energije človeka, ne. To je tukaj 40-vatna žarnica, oddaja energije tukaj. Bom rekel, če si predstavljamo, oddajamo energije. In seveda, če sta dva skupaj, če se, bom rekel, sploh pa, če sta recimo tako, kot so bila jaz pa kolega pri -22 poletnimi spalkami na Koroškem, v divjini, ne, torej brez nekih luksuzov in ne vem, kot sem rekel, še spalka ni bila primerna, je bila taka, da si pogledal skozi dno, se je videlo, ne, torej je bila čisto tanka, prosojna praktično. In je bila težava, ker tudi seveda je bil sneg in ni gorelo. Ta ogenj, tako kot bi moral, ne, seveda, ker je bil vse, kar si prej je bilo mokro. No, skratka, tudi ni bilo toliko izkušenj, kakor jih je zdaj, skratka, hotel sem to povedati, da je bila rešitev ta, da so si midva itak že v štartu naredila izolacijo od tega snega, se pravi, da so smrekove veje dala na tla, ne, tako da niso bila v konkretnem stiku s snegom, torej v stiku s tlemi, ne, torej sva čuvala, torej poskušala ohranjati telesno temperaturo s tem, da so se izolirala od hladnih tal. Kot sem rekel, ogenj ni nič pomagal, bilo je -22, to pomeni, da ti že vse v nosu, kad dihaš, ti že sproti zmrzuje, ne, takrat veš, da je res hud mraz, ne. In spalke, kot sem rekel, ko so se šla vsak v svojo spalko, jaz vam povem, da je bilo hujška v skrini, ne, res dejansko. Nič ni pomagala, nič, popolnoma nič. In so potem sklenila, da bova eno spalko razgrnila, pa šla s hrbti skupaj, pa sta drugo pokrila, pa kar bo, pa bo. Jaz vam povem, da so zaspala kot dva dojenčka. Brez ognja, ker se itak ne greš, se ne odkrivaš, ker ti je toplo in ne pomisliš, da bi šel tam naložiti ogenj nekaj, ki se samo kadi, gre samo navzgor in ne seva popolnoma nič v stran. Popolnoma nič, ker je -22. No, skratka, takrat, ne, pač jaz vedno rečem, matematika ne laže, ne, če človeku daš 40 vatov energije, pa da si premražen samo še 30 recimo nekje. In ko prijete 2 s 30 vatov skupaj, ne, to 60 skupaj da, ne, in spet smo tam na eni udobni coni, ne, in če pol še tiste spalke poberejo, tistih 20 smo spet nekakšno 40. Skratka, malo filozofiram, ampak hočem reči, da 2 ali pa 3 je vedno boljš, kakor biti sam, no. Torej, če se skupaj stisnete, veste, da vam je toplejš, a ne, logično. A je bilo to smiselno? Ja. Kako pozimi? Se pravi, obstajajo najrazličnejše rešitve, zdaj kako se kdo loti, pa kakšne možnosti ima, pa seveda spet drugo vprašanje, seveda tudi znanje je ključno. Da se v bistvu tudi ne zadušiš praktično v takem šotoru, a ne, pa moraš tudi vedeti, kako se ogenj kuri, kako je treba v bistvu drva že preden jih daš na ogenj osušiti, poleg ognja, da jih čim bolj suhe daš, da se čim manj dimi in tako naprej. So tudi seveda tam so zakonitosti, a ne. Skratka, za mene osebno je zima res en boljših časov v letu, kjer se res pokaže, kje delaš napake, ne, skratka, hvala Bogu, evo, sem še vedno tukaj, ne, nisem še naredil usodne napake. Bom rekel, tudi mojstri, običajno, največji mojstri tudi, kje zaležejo, zato ker v bistvu ali podcenijo ali pa sebe precenijo, ne, da so bog in batina, v bistvu pozabljajo na to, kar že ves čas ponavljam, da je treba ohranjati mirno kri, pa seveda toplo kri, a ne, se pravi, da nas ne zebe.
To In je to je tudi. moje naslednje vprašanje, oziroma Dušanovo. Dušan, kar izvoli vprašati. Mirno kri, a ne? Ja, mirno kri, ja, to me zanima. Ne? Človek ima lahko vso to znanje za preživetje, ne, v katero razlagate. Kako v bistvu ohraniti mirno kri, se pravi, situacija je stresna, a ne? In pa kako zgraditi neki team building, ne? Z ljudmi, ki so v tej situaciji, tako, ja. Ja. Prej sem omenil ta trikotnik, znanje, oprema pa toplota. Ne? In če se malo navežem na to, ne bo stresa, če imate vi znanje, pa opremo. A ne? Ali pa znate do te opreme priti. Znanje je ključno. Skratka, ko znaš, ko veš, da recimo boš v Sloveniji najdel povsod smreko, povsod so smreke, torej po večini Slovenije, in imajo vse te smreke, imajo vedno odspodaj neke suhe vejce, ki nimajo zelenih igelc gor, a ne, torej že na vtip lahko. Spravim, te stvari bi lahko tudi šli dejansko poskusiti z zavezanimi očmi, a ne, dejansko. Najdemo smreko, otipamo, najdemo spodaj suhe igelce, lahko dežuje, lahko sneg pada, lahko je zaradi mene karkoli celo leto. Te vejce, ki jih vi prelomite, one počejo. In če počejo, so noter suhe, k popr. Kaj je pomembno, da samo z nekim nožkom jih uštregljamo ali pa z nečem in nastrugamo na drobne opilke ali pa kako bi rekel, na trske, če želimo, a ne, in to prižgemo, pa še smolo imamo zraven, a ne, pa še načeloma tudi ni tak problem neke smole najdeti za štartati. In ker imamo mi tak začeten ogenj, se nam vsem udeležencem povrne neka vera v življenje nazaj, lahko se grejo pogret, lahko imajo svetlobo, lahko je. Kar pride optimizem na vrh. Ogenj je ključen, že iz pradavnine, ne, torej tudi človek je vedel, ne, mislim, če se malo vrnemo nazaj v zgodovino, precej nazaj, kako se je to začelo. Pravi, človek je najprej ni znal ognja zakuriti, bom rekel, mogo biti pogledati, da je, kako gre ta kronološko, ampak hočem reči, da ni toliko dolg nazaj, ker so pripomočke, sploh požigalnik recimo, ne, izumili. Skratka, so prej ljudje na druge načine prižigali ogenj, še predtem pa iskali, ne vem, požare, so kaj strela vsekala, pa zanetla požar, pa so letelke, pa ogenj prenesli, če mi ugasno recimo, ne. Ker ga niso bili sposobni sami zakuriti, ne. Tako da so to res taka znanja, ki zahtevajo seveda, bom rekel, nekaj angažmaja, ne, da se to, bom rekel, v praksi zverziramo in ko, bom rekel, s plavanjem, ne. Se pravi, zdaj sem se spomnil primer, se opravičujem, ko skačem besedo. Ni problem. Eno zgodbo sem nekje, oziroma ali gre za anekdoto, ali karkoli sem prebral, kako si je prišla neka deklica hermo ogenj sposoditi, ne. In potem je on iskal, kako bi ta ogenj lahko ona prenesla, a ne. In je potem mu ona razložila, v bistvu da je kar v roko dala neke oglje si gor in je pol na vrhu dala pač neke tako maglo žarečo oglje in je potem to odnesla do domov. Aha, no evo, tudi to se da na različne načine, seveda, lahko bi tudi kakšna drevesna goba bila primerna, a ne, lahko za prenos, lahko se to oglje zavije v nek mah, pa se ga ovije, tako da noter tli, pa pomembno je, da ves čas v bistvu praktično, ko hodimo, mahamo, a ne, se pravi, da ves čas malo pihamo noter v to lukasto, da se ogenj ne ugasne. Za ogenj rabimo 3 stvari, to so zrak oziroma kisik, toploto in pa seveda gorivo. Če nekaj vzamemo, ognja ni, enako tudi te žerjavce ne bi bilo, če bi pač vzeli zrak popolnoma, ne. Ja, je smiselno, kar ste rekel, seveda, da si dala od spodaj oglje, pač nekje iz strani ognjišča, ki je že pogoreno, pa ni več tlelo,
pa gor na to še dodatno, bom rekel, neko svežo, bom rekel, žrečo žerjavico in to potem seveda odnesla kamorkoli že ste rekel, ne. To je čisto smiselno. Lahko se imamo skupino, ne? Ljudi, ki jih zajame ena, ne vem, naravna nesreča, najbrž je v prvi vrsti pomembno določiti enega človeka, da ne bo vsak vpil pa svoje znanje, hotel pokazati, najbrž je kakšen vodja treba, to si mislim, Dušan, ne? Ja, to v tem smislu, ja, kako nekdo pač, da umiri situacijo in da... To bo naredil nekdo, bom rekel, to gre običajno po naravni poti. Zdaj, če ni res nek kaos in tako naprej, ne, da se pač te celice ali poskusijo tako razumeti, da se pač določi vodjo, pa rečemo, ti boš vodja, ali pa si razdelimo naloge, kar je še najbolj fair. Lahko nekdo vodi, kar je mogoče, ja, tisti, ki ima največ izkušenj, bo zagotovo ne bo nekje v ozadju, saj jaz ne bi bil, sploh s svojimi izkušnjami, pa ne, da sem zdaj hočem na vsak način biti vodja, torej ne gre tle za biti vodja, gre se za to, da vsi se imamo dobro, oziroma da vsi preživimo, to ne gre se, da bo zdaj tle šefa špilov, ampak seveda tisti, ki pa imajo izkušnje, pa zagotovo ne bojo tih, sem prepričan, in bojo na ta način preskočili naproti. Zdaj, če pa noben nima pojma o tem, bo pa kaos, ja, bo pa kaos. Zdaj pa, se pravim, to je toliko enih različnih čejev, toliko enih možnih scenarijev, da je glava boli. Kolikor je ljudi, toliko je pa čudi, pravijo. Tudi toliko scenarijev se lahko zgodi, ker ima vsak svoje izkušnje, lahko na najrazličnejših mestih sveta, Tako da poudarjam, da je znanje tisto, da je vaja tista, ki dela mojstra, ponavljati, enako kot sem rekel, je s plavanjem, ko enkrat znamo plavati, nikoli ne pozabimo. Koliko dobro plavamo, je odvisno od tega, koliko dobro treniramo. Vaja. Ja, pa preden se zaključi današnja oddaja, Laris, a lahko poveš nam, katero knjigo recimo bi morali vsi prebrati? Življenje v naravi. Aha, to je tudi tvoja enkrat prva knjiga, ki jo imaš za Sveto pismo, ne da? Tako je. To je moja Biblija, to je, bom rekel, slovenska knjiga v slovenščini. Prostite, res ne vem, kako zdaj izgleda, verjetno kakšen asistent lahko tudi kaj prebere slepemu, oziroma slabovidnemu, ali pa ne vem, če obstaja v vaši pisavi, tako da... Ne obstaja. Ne. Je precej obširna in bom rekel, ja, nažalost ne obstaja še, ampak upajmo, da se bo pa mogoče kaj spremenilo, ali pa če imate kakšno moč pri tem, bi bilo pa dobro, da se, sicer je že malo, bom rekel, ne toliko zastarela, ampak bom rekel, not so stvari, ki so alpinska oprema iz leta 70, je malo drugačna, kot danes, ampak cepin je še zmeraj cepin, pa gojzer je še zmeraj gojzer, samo da so bili takrat malo drugačni, če tako gledam. Ampak kar se pa rastlin tiče, pa ognja, pa bivakov, pa najrazličnejših pripomočkov, pa seveda se to ni popolnoma nič spremenilo, od vremenoslovja, če hočete, oblaki so še vedno oblaki in tako naprej. Se pravi, kot bi rekel Đorđe Balašević, ostalo so samo nijanse. Točno, samo so ostale nijanse, ja, tako. Res je, bom rekel, ne vem, kaj bi tle še dodal, se pravi, to je ena izmed teh knjig, drugače, tukaj imam eno, je skavtski priročnik, bodi pripravljen, recimo, skavti imajo to zelo dobro razdeljeno, so je tudi v slovenščini, tudi priporočljivo, bom rekel, znanje.
drugače pa teh knjig zdaj nimam tukaj, malo more jih je, no, malo more jih je zdaj, večinoma so v angleščini oziroma v tujem jeziku. Ja, literature je dosti, se pravi, ni pa dovolj, da vi literature samo berete, vse te stvari je treba v praksi poizkusiti, od orientacije pa tako naprej. Ja. Seveda po možnostih, oprostite mi, če sem kje kakšno neumnost rekel, ampak pač izhajam iz sebe. Tako da, kot sem rekel, trenirati, brez treninga je vse za manj, ko je kriza, pa sploh, takrat je ključno, takrat ti trening iz preteklosti da ono suverenost, da veš, da sploh ni vprašanje, da sploh ni izgovorov, da ne bo okna, torej ni teorije, da ga ni, pa za mene, ga ni, mislim, je toliko kilometrine za tem, pa toliko najrazličnejših scenarijev bilo, da sem toliko suveren vase, da me ne skrbi to. In če imam ogenj, imam praktično pol vse, z ognjem si vodo prekuham. A veš? Ja, zato ker ti veš in jaz vem, da narava ponuja čisto vse, kar rabiš, ne? Dejansko vse, kar rabiš, in z ognjem si lahko najrazličnejše orodje narediš. Posodo si naredimo z žerjavca, se v nek plot ga odžagamo, odrežemo, pa žerjavca gor položimo na raven del, ploski del, in bo žerjavca vdolbila noter. Konkavno, tako. In pa sem še z neko palčko ali pa z kamnom ali pa z nožem to očistimo, pa spet žerjavcu dodajamo, pa sam rob moramo paziti, da nam ne skuri, ker bi seveda posoda tam puščala potem, lahko se z lubja brezovga naredi posoda, skratka, glejte. Možnosti je še pa še. Skratka, najboljše, da se enkrat dobimo, pa da naredimo ta zadevo. A ne? Ja. Jaz bi z veseljem res, tudi si bom zavezal, da ne bomo se... Jaz upam, da bomo našli kak način. Mislim, to je ideja zanimiva. Jaz sem skavti že sodeloval, tako da, ampak tole še pa se nismo šli, ampak bi bilo fajn, ja. Ja, seveda, če ste tudi ostali udeleženci, ki ste danes tukaj sem pripravljen res jasno brezplačno prideti, narediti neko delavnico za vas in da se imamo dobro, se spoznamo v živo. Pa kakšno še rečemo, pa kaj tudi preme spoznate še lahko malo bolj tako nekako, no. Mogoče pa spomladi naredimo eno Zoom kavico preživetja. Evo, tudi lahko, kot sem rekel. V redu. V redu. Če še kakšno vprašanje, bi bil zelo vesel, no. Ja, jaz imam. Mogoče bi lahko vi vaše oddaje, če so že na YouTube dali to, kar ste snemo, ker jaz sem gledal eno drugo oddajo od preživetja. Mogoče, če poznate Braneta Červeka. Ja, veš, da poznam. Z Branetom sva znanca, stara sabla. Kaj ne rečem, ko bom rekel, mi da oba učiva podobne stvari ali pa enake, samo malo vsak svoj drugačen pristop, bom rekel, do udeležencev. Brane ima mogoče malo bolj na vojaški sistem, jaz imam pa bolj mehko, se pravi bolj za civilno publiko namenjeno. Skratka, meni je ideja, da gre za doživetje, ko se srečam z ljudmi, in ne preživetje, torej nikogar ne dajemo v neko mrzlo vodo ali kakorkoli, ker to ni šov, pustimo zdaj, kaj je šov, tam vemo, da je vse drugače. Ma pa Brane, bom rekel, take prijeme, da človeka dejansko fizično in psihično spravi na tla, pa ga pol gradi navzgor. Pri meni pa ni tako. Kako? YouTube kanal, delaš na YouTube? Ja. Zdaj ogromno vsebin boste tudi, bom rekel, so kot neki podcasti, kjer razlagamo o medvedu, ravno te, kako, če ni elektrike, boste našli, če boste vpisali Laris Survival School, je moj YouTube kanal, imam preko 400 videov gor. Še enkrat ponovi, Laris?
Laris Survival SCHOOL. Okay. Aha. Survival School, ja. Ja. Kaj pa te oddaje, šovi, a so tudi gor? Nekaj je tudi, boste najdeli, da eni recimo, ne, v šovu nisem nikoli, ne, sem bil po mnogih oddajah, recimo Klepet ob kavi, vem, da je Aha, ravno o tem govorimo, ko je mrka, ne, pa kako s semeni, pa s prehrano, pa samooskrben biti, pa te stvari, no. To so moje področja, ki me zelo zanimajo. Se pravi, tudi sam vzgajam zelenjavo iz semena, pa do nekega končnega produkta, od semena do semena, če želite, no. Tudi svoje lastne seme, pol seme teh odraslih sadik oziroma rastlin poberam in pač imam svojo semensko banko, če želite, no, na ta način. Joža, še vi ste imeli vprašanje, ne? Ja, glih vprašanje ne, ampak v glavnem, takrat, ko je bil žledolom, Ja, na primer, naša mama je zelo rada gledala televizijo, ampak je takrat na Bohinjski Beli, vem, da smo bili v temi, kmečka peč je bila zakurjena, jaz tako znam brati braja, tako da sem jaz imel v tistem momentu večjo prednost, kot naša mama. vidite to. Ja. Drugače pa tako, prej bi se upravičil, pač eni ljudje imajo zdrave oči, dobro bi pač bilo, da bi vedeli, kaj vidijo, pa kaj z ušesi poslušajo, pa bi bili morebiti tiho, ampak glejte, živimo v takih časih, da če bolj govoriš, slabije. Včasih bi mogel morebiti z gibi ali pa s pestjo. Joj, ja. Ja, Okay. to so skrajni primeri, ampak tudi s tem nič ne dosežeš, ne. Eni razumejo ali pa spregledajo, bom rekel, razumejo v smislu, začnejo razumevati, eni pa nikoli, ne, pa lahko ne vem, kaj narediš in tako pač je in tako gre ta svet. Ja, čudno je to, ja. In jaz vem, da ne moramo vseh, temu reči, ne moramo iz svoje kože kot prvo, nihče izmed nas, a ne. Kot drugo, mi je vedno, bom rekel, ko gre za neko druženje ali pa srečanje ali pa kakorkoli, da se imamo vsi v redu, da je pozitivna energija, to je zelo pomembno. To je v bistvu ena izmed osnov, no. Potem se pa seveda več glav, več zelja, ne. En zna ogenj kuriti, en zna dobro drva nabirati, ne, en zna dobro kavo skuhati, en zna to in se takrat v bistvu v takih situacijah najboljše, da se, bom rekel, naloge razdelijo, da so vsi, bom rekel, enakomerno, približno enakomerno obremenjeni in je pomembno, da je dobra energija. In tudi, če ni elektrike, glejte, jaz sem takrat s svojo družino preživel ta čas, ni bilo motečih faktorjev, ne telefona, niti ne toliko, se pravi, televizija je daleč od tega, sploh ne. Tako da imam res lepe spomine na tisto 2014, smo rekli, ne. Torej na tiste 3 tedne gor, ko smo bili na blokah. Tako da, ja, definitivno, ko bo opcija, ko boste za, Nika, me boš kontaktirala, pa se zmenimo, določimo termin, pa se srečamo, no, pa bomo kakšno ušpičili. Ja, vsekakor bomo, mi moramo najti en termin pa en program, v katerega bi lahko to vključili, a ne. Ja, treba je pač, Ne. da naredimo tam, bom rekel, saj bivak, ne, pokažemo bivak, pokazali bomo saj ogenj za kuriti s krasilom, ne, to bi mogel praktično kar. Mi imamo, Kako? mi imamo eno posest pri Naklem, a ne, ki je slepi, imamo gor ene tabore, te različne in bi lahko gor naredili tudi malo Evo, gozd blizu, zakon. Ja. tako da bi, Prijetno s koristnim, a ne. tako, bomo našli, ja, en termin, jaz Zakaj upam, govorim, tudi to je fajn, vedno rečem, da je fajn, da imamo tudi soglasje lastnika, in zdaj, če ste vi gor, pač lastniki tega lokacije, ali pa če imate v najemu, ali pa da, samo da lastnik ve, no, da smo mi tam, da nas ne bi kdo z vilami preganjal, samo to sem hotel reči.
Ja. No, to ni problem. V redu, ura je čas, mislim, zelo smo bili dolgi danes, evo, 11:45. Jaz se oproščam, ker sem bil, verjetno sem pri medvedu kar ne vtav, no, ampak glejte, jaz to zelo rad povem, zato da si mogoče ljudje malo drugačno sliko ustvarimo in sem prepričan, da ste si jo. In tudi okrog preživetja in okrog tega, da ni vse tako bav, da ni vse tako črno, hočem povedati, da je treba imeti vedno pozitivne misli, če se le da, sploh v kritičnih situacijah. To je moje bom rekel, zaključna misel, no. Danes lepo vas pozdravljam. Hvala vam za zaupanje. Upam, da ste kaj novega izvedeli. Ja, jaz sem. Če ima še kdo kakšno vprašanje, pa z veseljem lahko vpraša, no. Imamo kaj? Ja, samo to se nikoli ne končal. Ja, to je res. V redu, dajmo končati. Ja. Dajmo končati zdaj, ko smo na višku, a ne. Prav. Torej, hvala vsem skupaj, hvala gospod Laris. Jaz upam, no, da bomo res našli kako zadevo, da bomo sodelovali, tako da... Z veseljem. No, in naslednji teden imamo novo temo, se pravi vino in človek. Bomo zdaj, ko smo preživeli naravo, bomo šli malo se ga zapijati, ne, pardon. Malo pozno, ker je že bilo Martinov, ne, ali ni zato, ker je že bilo. Ja, se je pa veseli december, ne. Ja, zdaj pa veseli. No, zato smo rekli. Lepo se imejte, pa srečno. Hvala, srečno. Dio. Tako da naslednji teden se dobimo, z nami bo kustosinja iz Pokrajinskega muzeja Maribor, Nives Cikl, in bomo se malo pogovarjali o vinu v našem vsakdanjem življenju in tako naprej, ne. Tako da to je bila tudi ena razstava, ki je delala ta gospa, tako da bomo pač malo se pogovarjali o vinu bolj teoretično, ne. Okay. Hvala vam, no, se vidimo naslednji teden. Hvala, enako. Dio. Dio. Hvala, dio.